Dobrodošli v oddaji Poglobljeno s Tanjo. Če nam življenje ponudi limone, naredimo limonado, je današnje sporočilo oddaje. S Tanjo bova namreč govorili o tem, kako lahko žrtev postane zmagovalka in zakaj žrtev išče izgovore, zmagovalka pa rešitve. Če torej želite postati zmagovalke, toplo vabljene k ogledu. Tudi danes imava pripravljeno darilo, in sicer tale koledarček s pozitivnimi mislimi, ki ga bova podarili. Za ključ do koledarčka pa boste izvedele v oddaji. Tudi zdaj pripravljava ta mesec. Tako, to pomeni, vedno bova imeli ključ tega, da bodo ugotovili afirmacijo. In jo izpisali v komentar. Tako, in potem na Facebook live-u bom pa v četrtek potem tisto osebo izžrebala. Tista, katera bo pač deležna koledarja pozitivnih misli. Ja, in v bistvu ta koledarček jim bo tudi pomagal, ko se zalotimo, da smo v vlogi žrtve, hitro pogledamo, ponotranimo in nam že pomaga, da pridemo v zmagovalno miselnost. Tako, točno to, ampak če ne bojo ponavljali afirmacijo, ne bo šlo. Z afirmacijo mi nekaj odstranimo, nekaj dodamo in nekaj drugega odstranimo. Ampak danes je cilj te oddaje, da se prav tega dotaknemo. Tako. Zakaj smo radi v vlogi žrtve in mogoče tiste, ki pa stopijo iz vloge žrtve v zmagovalko, zakaj so danes srečne, hvaležne, resnično polne same sebe, se čutijo ta notranji mir. To si želiva, da je čim več takšnih. In tudi ti bi se lahko v bistvu dobro znašla v vlogi žrtve, glede na to, da prihajaš iz skromne, revne družine, imela si napačen priimek v otroštvu, delo je bilo prikazano ti kot mučenje. Ne? Bi se lahko izvrstno znajdla v žrtvi. Krasno. Že samo to, kar si naštela, so že lahko rečemo, da so to bi lahko stavki žrtve. Narobe sem se napisala sem se Halilovića, v Sloveniji se pisati Halilović. Potem marsikaj, kar si naštela, da ne bomo ponovno, ampak moja zgodba, odločila sem se drugače. Zavedala sem se, da so mi starši dali krasne vrednote in sem to vzela kot hvaležnost. In napram temu sem dobila nekaj od staršev, to, kar konstantno so mi govorili, uči se, če se ne boš učila, boš delala v proizvodnji. In mogoče rada sem se učila, sem učeča, ampak sem tudi delovna. In bom tudi prikazala, da lahko žrtev, tudi če je delovna, postane zmagovalka. No, danes se bova tega dotaknili. In morda še to, imaš tudi knjigo in velikokrat beremo komentarje o tebi, lahko njej, ker je bogata, ker je vse ima. Ampak ravno takim komentatorjem priporočam, da preberejo knjigo, kjer bodo videli, čez kaj si šla. Ne? Tako, ampak tudi ti komentarji, jaz se tako kdaj pošalim, Evi rečem, kako mi radi ljudje rečejo, kaj pa ti govoriš, ko imaš pa polno vsega, ne bom rekla tiste grde besede, ampak jaz rečem, da ja, res imam in sem ponosna, hvaležna za to, ampak predvsem s tem, ker sem si to ustvarila nekim trdim delom, druga zadeva, ker sem vsak dan hvaležna, tudi kar so mi starši dali, sem hvaležna, starši so mi dali krasne vrednote in sem hvaležna za te vrednote, ker te vrednote sem dala jaz tudi mojim otrokom naprej in dokler mi nismo hvaležni, smo vedno v vlogi žrtve, zato ker vedno iščemo neke izgovore. Tako da, kaj se ne da tako? Tako, jaz sem se odločila, že kot zelo mlada punčka, da ne želim biti žrtev, ker sem zraven sebe rasla, sem v taki družini, še posebej mamico sem gledala, danes moja mami je v vlogi zmagovalke, 100% zmagovalke in tudi sama je presrečna to, kar vidi pri sebi, ampak mogoče je ta vzgled, ki sem ga videla pri mami, bil drugačen, da sem rekla, to si pa jaz res ne želim. Ampak zato je bilo potrebno nekaj odstraniti iz svojega življenja, da lahko nekaj novega dodaš. In zato bova midve toliko v vsaki oddaji se pogovarjali o teh afirmacijah, ker so afirmacije tiste, ki nam bodo pomagale, da nekaj odstranimo in da nekaj novega dodamo. Tako, in ti si pravzaprav dokaz, da to, od kje prihajaš, ne določa, kam greš. Ne? Krasno. In jaz sem prepričana, da tiste, ki me spremljajo, tiste, katerim se mogoče vzornica, je čisto vsaka uspešna. Ker vsaka se zaveda, da je lahko danes, ne vem, v proizvodnji, dela v proizvodnji in da bo lahko čez 6 mesecev že nekje drugje ali čez 3 mesece. Zakaj? Ker bo poskušala z pozitivnimi izjavami spremeniti svoja prepričanja. Samo 7,5% znanja
nam dajo starši. Wow. To pomeni, tudi če je moja mami delala v proizvodnji in tvoja mami bila podjetnica, imamo mi samo 7,5%. Potem imamo 7,5% so spretnosti. Če je tvoja mami znala, ne vem, plesati, igrati na klavir, to je samo vse skupaj 15%. 85% pa so moja prepričanja, moja pričakovanja, kaj si sama želim. In če se mi znajdemo v tem vzorcu, oziroma na temu, da vidimo naše starše in potem rečemo, da se nič ne da, vse je za vse kriva država, vse so za vse kriva zaposleni. kriza, skratka, vse narobe, ja. In potem ostanemo v tem vzorcu in si niti ne dovolimo narediti napredka. In iskreno povedano, marsikdaj se zalotim, ko spoznam ljudi, ki so v vlogi žrtve. No, to sem te želela vprašati, ko pridejo k tebi na individualni coaching. Ti jih takoj prepoznaš, te žrtve. Kako jih prepoznamo? Že takrat, zato ker že najprej začnejo iskati krivce. Zakaj niso to, kar bi kdo bi lahko bili. Ampak jaz še take sprejmem. Ti so meni najlepše stranke, do tistega momenta, če vidim, da pri naslednjem srečanju naredijo neko spremembo. Ker jaz sem tudi bila v vlogi žrtve. Če zdaj pogledamo, vsi smo, in tudi včasih moj prvi smo se, paše, da si kdaj malce pa rečeš, kako mi paše, da pa zdaj me pa prosim puste. K meni pridejo ljudje po poslovni coaching. Niti ena oseba se ne odloči pa reče, jaz bi prišla k vam po osebni coaching. Kvečemu reče, nisem uspešna v službi, nimam pravih sodelavcev, nimamo pravih procesov, mogoče nimamo pravih produktov in tako naprej. To je vloga žrtve. To je vloga žrtva, kjer se mi postavimo v vlogo, vsi drugi so odgovorni za to, da mi nismo uspešni. In to so me najlepši primeri. Zakaj? Ker sigurna sem, da vse ti osebe, ki delajo z mano, ker res kažejo napredek, že takoj, konec prve seanse, rečemo v enem tednu, že ugotovijo, oh my god, sej tu sem pa del te zgodbe, sem pa tudi jaz. Ok, soodgovorna sem tudi za to. In to je krasno, ker oseba, ko si dovoli saj priznati, da je žrtev, naredimo več kot 50% že dela opravljenega. Resnično. In to, kar si rekla, da zmagovalec, da v bistvu reče, da sam sokreira zadevo, da zmagovalec tako se zaveda svoje odgovornosti, da je soodgovoren, da je soustvarjalec vsega, kar se mu je zgodilo. In marsikdaj vprašam osebe, pa vi veste, da ste si to sami skreirali. In pol, ko začnejo, pa kako naj, pa sej nisem mogel, pa moja mama in tako, pa pol je oče umrl, pa pol ne sem oče, pa pol se je to zgodilo, pa pol se je ono. To so sami izgovori. In mislim, jaz sočustvujem z osebami, ki so žrtve. Sočustvujem toliko časa, lahko sočustvujem enkrat, pa rečem, hvala, super, krasno, lepo, da si mi to zgodbo podelila. Ampak zdaj pa je ta zgodba končana. Zdaj pa končama tlele, od danes naprej si v vlogi zmagovalke. In če jo pripravim na to, da sama vidi, a se čutiš, da sem žrtev, da grem v žrtev, in če mi dovoli, da ji razložim v njenem pogovoru, kje jo čutim kot vlogi žrtve, takrat so res krasni napredki. In tudi recimo v prejšnji oddaji sva govorili o bolečini in strinjali sva se, da največje bolečine, najglobje bolečine pridejo v najbolj zgodnjem otroštvu. In zato tudi delaš ti veliko s strankami, zdraviš tega notranjega otroka. Seveda, tle najprej začnemo, to pomeni, to je nekaj takega, ki smo prejšnjo vajo govorili o tem, da si odpuščamo za vse rane. Zdaj, če ste delali vsi s tisto vajo, afirmacijo, bo tale vaja malce za vas. Kajti pri notranjem otroku mi se vrnemo nazaj v otroštvo, kaj eni rečejo, jaz se mojega otroštva sploh ne spominjam, sploh ne vem, kakšno je bilo do 10. leta, pomeni, da smo tako močno potlačili čustva. In kaj se nam dogaja? Takrat spet imamo tiste, če se spomniš moje igrice, jaz spet takrat govorim o belem volku, pa o črnem volku. Takrat beli volk sploh na planem pride, ker je ta črni volk skozi v borbi in skozi se bori in skozi išče, da ne bo prizadet. In marsikdaj si sam vrata zapira. In zdravljenje notranjega otroka, to je tako,
za močne, globoke bolečine, takrat resnično predlagam terapeuta. Ampak to že jaz tako in tako vidim. Če ne predrem do notranjega otroka, da se otrok ne spominja, kakšen je bil, ne vem, pri 7 letih, pri 10, takrat vem, da so tako močno zakoreninjene neke bolečine, ki je dobro z nekim terapeutom to razrešiti. Če pa ne, je pa to vaja, ki je izredno dobra. Naj vam povem, da pri tej vaji sem je zelo jokala. To je vaja, ki je meni marsikdaj odpirala stvari, zelo močno moj vzorec nesprejetosti. Prišla sem, nikoli se nisem počutila zaželena. Ko sem bila v Sloveniji, sem se počutila Balkanka, ko sem šla v Srbijo, sem se počutila Slovenka. Konstantno me ta vzorec spremljal. Potem in sem čutila, da ni še pozdravljen. In potem odkrivaš, kdaj se ti je vse to pojavilo. In to je nekaj najlepšega, ker žrtev v resnici se sama dvigne v vlogo zmagovalke. In danes imamo tudi pripravljene vajo, kako žrtev postane zmagovalka. Kaj nam priporočaš, da delamo zdaj 30 dni do prihodnje oddaje? Ja, najbolj je tudi to hvala. Mislim, ker tako smo hitri, ker veliko bi povedala. Ker žrtve se mi tako zdijo, drage moje dame, lepo prosim. Tako lepo je, kdaj biti v vlogi žrtve, ampak to vas ne hrani. To hrani drugega, da bežijo od vas. Ljudje bežijo, ljudje se bojijo ljudi, zato ko jim jemljete energijo. In ko jemljamo energijo, potem se vprašate, zakaj se on ne druži z mano, zakaj se ta ne druži, zakaj to? Zaradi tega, ker nočijo, da daje tudi energijo. In žrtev v bistvu išče sočutje in s tem to je njej nagrada. Tako, ona se s tem hrani, ampak ona, ko se s tem hrani, drugemu poje energijo. In to, kako se zaščititi, bova to na koncu povedali? Tudi o tem bomo govorili. Najprej se bova dotaknili, kako lahko žrtev spremenimo, da ji vsaj pomagamo, da naredi korak naprej. Verjeli ali ne, sem vseeno prinesla listo, tiste, ki me spremljate po mojih livih, imam listo vrednosti, to je lista vrednosti, kjer si napišem, zakaj se počutim vredna. Ko se vam zgodi, da greste v vlogo žrtve, je zelo dobro prebrati, kakšne vrednosti. Vredna sem. To se pravi, si jih napišemo 6, recimo vzamemo list papirja in si napišemo 6. Jaz sem zdaj prinesla 2 moja stara lista, mogoče sem vzela, jaz jih imam več, ampak ponavadi pa tako, vzela sem iz enega in iz drugega, bom prebrala, najprej začnemo z osnovnimi, res osnovnimi, naprimer, vredna sem, ker sem srčna in dobra oseba. Najbolj enostavno poskušamo najti, ne vem, vredna sem, ker sem srčna mami in žena, lahko rečemo prijateljica, ne vem, sestra, hčerka, karkoli. Potem vredna sem, ker sem poštena, pogumna in iskrena. To začnemo res z osnovnimi, ne preveč močnimi. Kakšna bi pa bila recimo močna? Bi bila pa tako, da rečemo, da sem, naredila sem fakulteto, ta je lahko tudi. Ena izmed takih bi bila močna, moja je vredna sem obilja. Ta je močna. To pomeni, če se še mi ne čutimo, je zelo težko, nas lahko odbije, ker obilje ni samo denar, dragi moji, sploh ne. Zame je obilje notranji mir, zame je obilje, da so lahko z mano, da se moj sin z mano pogovarja 2 uri in da se odpira in mi deli strahove in tako. To je zame obilje. Tako da, začnemo s takimi, naprimer, vredna sem, ker sem naredila fakulteto, vredna sem, ker sem optimistka. Če še niste, dajte si to. Pa ta je malo težja, pa idemo malo za kasneje. Vredna sem, ker imam rada ljudi. Napišemo nekaj, ali pa mogoče ta, ki pa sem nekako videla, da bi se pa lahko poistovetili z njo. Vredna sem, ker sem sprejela sebe takšna, kot sem. Ta je lepa, ta je takšna. Pa še na našo prejšnjo afirmacijo. Tako se lahko navezuje, čeprav danes bomo dali malce drugačno afirmacijo na to. In potem, ko začutite, da so te afirmacije lahke, dodajate malce bolj takšne. Vredna sem ljubezni, vredna sem uspeha, vredna sem, ne vem, lepih odnosov. Tako, vredna sem, naprimer, da delim svoje izkušnje z drugimi. To je top afirmacija. Bravo. Pomeni, da privabljate v svoje okolje dobre ljudi. Najprej začnimo z osnovnimi, potem pa, ko te osnovne obvladujemo, pa dodajamo nekaj več. Veš, katera je šla meni zelo težko še 2 leti nazaj? Katera? To pomeni, je bila vredna sem uživati življenje. Zaradi tega, ker je bil moj vzorec tako močno zasidran, da samo z delom se dokazuje, da si vreden, je bilo to tako, da sem se konstantno sukala v tej coni preživetja. Če delaš, si vreden, ne glede na to, koliko imaš denarja, koliko imaš uspehov, koliko imaš nagrad.
in sem mogla to poistovetiti. Vredna sem uživati življenje. To se spomnim te zgodbe, ker to imam še vedno jaz, ko si rekla, da dajmo, aj kakšen dober film na televiziji, da se lahko na kavču ležemo nedeljo. Točno. Ker kavč, če se lečeš na kavč, si len, a nimaš nič bolj pametnega za bonžet in to, ne? Tako. V bistvu se pa lahko spočiješ, povežeš sam s sabo. Skratka, prvi teden napišemo 6 teh vrednosti in vsak teden do prihodnje oddaje dodajemo, a ne? Ja, tako. Ponovimo, dodajemo. Se pogovarjamo o tem, preberemo, dodamo kakšno, kaj pa na koncu, mogoče, da pa boste naredili spremembo, ker če želite iz žrtve postati zmagovalka, je dobro, da naprimer zadnjo afirmacijo tako napišete, zadnjo med tistimi 6. Vredna sem, da sem obdana s krasnimi ljudmi, oziroma s krasnimi ljudmi in da delam z njimi, ter da delam za njih. Tudi ta. Ponovim, vredna sem, da sem obdana s krasnimi ljudmi, da delam z njimi in da delam za njih. To samo pomeni, da boste znali, da znamo sprejeti potem svojega vodjo drugače, da znamo naprimer pogledati, če smo mi komu nadrejeni. Ta del je pa tako, da si znamo odpirati vrata. Zdaj pa mogoče še predlagam za afirmacijo, katera bo mesečna afirmacija. Najna afirmacija, ki jo boste ponavljali, da boste, drage moje, postale zmagovalke. Tako. Sprejemam le, kar je najbolje zame. Ta je lepa. Je izpisana na ekranu in tako. Tudi ključ do tega, do nagrade, ki jo bomo izžrebali v četrtek, jo bom izžrebala v svojem live. Tako, bom pač potegnila tista, katera bo ki bo pač ugotovila afirmacijo. In jo tudi izpisala v komentar. Tako. In ta koledarček v bistvu pomaga, Tanja. Povej mi, zakaj si ti zasnovala ta koledarček? Ker jaz zjutraj, recimo, ko si pripravljam kavico, vedno kome čakam, da odprem in preberem. In v bistvu se s tem polniš, ne? Seveda. Je to ideja? Zaradi tega, ker si boš odstranila nekaj slabega, a veš, če si že zbudila mogoče malce, spet dež, pa odpreš, ker je čisto vsaka je pozitivna in vsaka je naravnana za to, da te spomne. In vsaka, mislim, da 5. je napisana 5. ali 15. Sem bitje luči, resnice in ljubezni. Mislim, da je namesečno, da se samo spomnite. Bitje luči pomeni, da ste pozitivno naravnani, da na vse gledate dobro, da sprejemate sebe in obsojate drugih. Sem bitje resnice, pomeni, govorim samo iskreno to, kar mislim, to, kar čutim in to, kar vem. Kar ne vem, kar nisem bila zraven, ne govorim. In ko rečemo, sem bitje ljubezni, delamo vse z ljubeznijo. In če delamo z ljubeznijo, vse pride nazaj z ljubeznijo. Vse se vam uresniči. Super. Skratka, v četrtek nagrajenko razrešiš v live. Zdaj bi pa mogoče še to, na tvojih kavčih, ne? Ja. So večinoma uspešne ženske, uspešni podjetniki. In tudi tam je veliko žrtev. Ker velikokrat slišamo od delodajalcev, ki rečejo, težko je, se ni nobenega zaposlenega, so vsi slabi, kaj mi je pa ta pisal za prošnjo za delo, ne? Kaj jim takrat rečeš? Ja, to se je zdaj najbolj dogajalo pri koroni. Ne moramo delati, vse nam je korona vzela, zaprli so se nam trgi. Dober delodajalec, zmagovalec bo iskal rešitve in bo rekel, ok, bomo pa spremenili dejavnost, bomo pa naredili transformacijo. Ne, takrat je kar soočim. Takrat naredim soočenje z resnico, kar pomeni, pomembno je te ljudi poslušati. To so ljudje, ki potrebujejo nekoga, in želim, da se počutijo varne zraven mene. Ampak potem jih pa vprašam, ali veva, da so to izgovori za to, da se midve počutiva slabo. To pomeni, da ga pripravim na to, da postavim ogledalo, da reče, ja, pa imaš prav, res lahko začnem delati drugače. In mogoče, če mi dovoliš, še vedno pravim, da moja knjiga je meni krasna. Biblija za ženske. Sploh glede na to, da se približuje poletje. Tako, poletje imamo pripravljeno. To so samo moje ambasadorke pripravile. Noro, ker želijo, da vse na morju berejo knjigo in da delajo spremembe na sebi. To je noro. S tem bomo še pa šle. Ampak želela sem pa mogoče 3 stavke take prebrati, ki se mi zdijo, da bi lahko mogoče se našle, ali ste v vlogi žrtve ali zmagovalke. Celo poglavje v bistvu namenjeno temu. Je namenjeno samo temu, da se znamo prepoznati. Ali smo v žrtvi, ali smo v vlogi zmagovalke. Zmagovalka pozna svojo preteklost in se zaveda, se veseli prihodnosti, a živi v sedanjosti. Pomeni, če se radi vračamo v preteklost in govorimo, kako je bilo lepo takrat, smo malce v vlogi žrtve.
Okay. Ali pa kako je bilo težko, ali pa nič se ni dal, pa starši so bili taki, ne? To se ponavadi najdemo pri izgovorih, pa starši so mi to dali, no to pa najboljša tema, ker ko bomo govorili, kako ste si sami izbrali starše. Ta je top tema, tam se bomo razgovorili. No pa mogoče še tega, ta se mi tudi tako zdel zanimiv. Tudi jaz, ko se spomnim, ko sem bila kdaj v vlogi žrtve, veš, ker nisem upala prositi za pomoč. Zdaj pa poglejmo, zmagovalka se ne pretvarja, da pozna odgovore na vsa vprašanja. Brez sramu reče, ne vem, ne znam. Oziroma zmagovalka zna poiskati pomoč. Tako da, marsikaj bi vam lahko prebrala, zmagovalka je pristna, ne sprašuje, kakšna bi morala biti, da bo ugajala družbi, ampak preprosto je to, kdor je. Dragi moji, ko se znebimo, res, se to zdaj že sama videla, ti kot novinarka, ki si delala tudi na RTV Slovenija, ki si imela tako zelo močno, pa to lahko poveš, pa ono ne povedati, zgubljaš. Pa boš čas gledali, kaj boš povedal, kaj ne boš povedal, ne? To je težko breme. In dejansko sploh ne prideš do sebe. To meni duša kriči po tem, da želi biti pristna. Svojo resnico. Tako, v resnici pa gledaš samo, kaj bodo drugi, kako bodo drugi ocenili. Tako da, ko stopimo in postanemo v resnici to pristne, najbolj to, kdor smo definitivno v vlogi zmagovalka. In kakšna je recimo zmagovalna miselnost? Velikokrat se mi dopade, ko berem, da recimo zmagovalec reče ne želim, žrtev reče ne morem. Krasno si to rekla. Je na ta način. Pa ne, zmagovalec je že tako, tudi vsak izziv vidi kot priložnost za rast. To zdaj ne pomeni, da ne bo se ustrašil. Tudi pri meni se tako zgodi. Zdaj imamo en tak projekt, kar se dogaja na trgu in elektrika zelo raste, in to pomeni za nas tudi en večji strošek. To ni še narobe, če jaz se ustavim, če pokažem zaskrbljenost. To je prav, to je preudarno, to je modro, to je zelo modro, ampak ne grem pa v luknjo dol. Te ne posrka notri tema? Ne, ampak rečem, ok, kaj lahko naredim? Si bom vzela dan, dva, potrebujem ljudi, ki mi bodo pomagali pri tem, in modro, preudarno grem korak naprej. Vendar ne bom pa zaradi tega prišla slabe volje domov, to energijo spravlja na otroke, spravlja na vse sodelavce, ker potem čisto samo ničim razpoloženje. Pa ponavadi je tako, zmagovalci znajo ljudi, ki so v vlogi žrtve, in kar hitro postaviti mejo. Ja. In sicer, če je nekdo, zmagovalci so strastni, to se čuti pri njih, imajo tako energijo, da vedno so driverji. In če pride nekdo, ki je v vlogi žrtve, ne bodo zdaj ga poslušali pa srkali, oni bojo hitro znali ustaviti, reče, v redu je, zdaj pa pet naprej. In resnično poskušajte se obdati z ljudmi, ki bi lahko vam pomagali, da se jih žrtve predstavite v zmagovalce. In to mi je všeč na Akademiji Spremembe vredna. 25 žensk, kako v bistvu vse, prav vidi se, kako iz žrtve postajamo zmagovalke. To miselnost in ta povezava med nami, ne? V bistvu prav delaš na tem, da bomo išle zmagovalke. Ja, ampak tudi, če pogledaš, koliko vas je upalo deliti svoje strahove, in ko upaš deliti svoje strahove, kaj si že? Si že zmagoval, si že zmagovalka. Samo da upaš deliti in potem rečeš, ampak vem, da bom pa tudi to se naučila, ne vem, posrkala, spremenila in tako naprej. Ampak, če žrtev ne odstrani svojega življenja, saj določene ljudi, ki dajo to hrano, bo zelo težko prestopila v vlogo zmagovalca. Saj verjetno ravno na Akademiji, ker smo podobno misleče, ker vse želimo postati zmagovalke, ne? Ker vse gledamo in imamo tudi tako učiteljico, ne? V bistvu nam je lažje, ne? Ker se s tem povezujemo. Da mi si, kako pa v bistvu se lahko zaščitimo, mogoče še za konec, kako se lahko zaščitimo pred žrtvami? Ja, najprej že tako, da jim ne dovolimo, da nam pijo energijo. Ker oni žrtve zelo rade govorijo. Ja. Ampak ko smo mi postavljeni v svojem stebru in ko sprejemamo sebe, to pomeni, ko ne obsojamo te žrtve, ker marsikdo je žrtve, tudi jaz sem bila. Ko jih ne obsojamo, dejansko take žrtve niti ne prijo do nas. Ko smo pa pri tem, kako se zaščitimo, zdaj težko govoriti, ne vem, če veste, da zelo rado uporabljam hidrolate, tako da sploh osebe ne pridejo k nam, zdaj ga nimam tlele. Potem imam vedno rada kamenček notri, na kristal si damo, moje v modrček, to vedno dobro. Jaz imam 2. Ja, tako, jaz imam tudi ponavadi, na težjih sestankih damo 2, levo in desno.
za vsak slučaj. Ampak bistvo je, da žrtev, ko začuti zelo močno energijo zmagovalke, to pomeni pristno, ona tako ne pride do vas. Res ne pride. Bi pa ti dala kak nasvet, kako se ti zaščitiš pred žrtvijo? Jaz tudi kar hitro ustavim, Ja, režem vezi, sproti kar režem vezi tako. in ponavadi pomagam poiskati kakšno rešitev. Pa v svoj vzorec se kdaj najdeš, ko pustiš koga, da vidiš se v kakšnem tvojem vzorcu? Ja, seveda. Ja. Se pravi, tudi meni je fino, kdaj biti v žrtvi, Ja. kdaj pa ne. Se sem res Boga, pa se je res težko. Ja. Pa se ti otroci res, pa skozi so bolani. Vse je to, hitro najdeš, Ja. ne, so prikladni izgovori. Pa najboljši so tisti, ki potem dodajo zraven, a veš, ko nekdo začne v vlogi žrtve, pa reče, pa to ni nič. Veš, kaj se je pa še Kaj se je meni zgodilo, ja. Tako da, lepo prosim, drage moje dame, vse smo bile enkrat v vlogi žrtve, ampak zdaj pa je čas, da stopimo v vlogo zmagovalke. Tako, če povzameva, zmagovalka v težkih življenjskih situacijah, na katere nima vpliva, vedno najde neke nauke, sporočila. Ne? Tako. Mogoče še to, da poveva, da veliko krat krivimo starše in življenjske situacije, ampak v naslednji oddaji bomo ugotovili, kaj. Najprej, da smo si sami to skreirali, pa da smo jih sami izbrali. To se pravi, duša si izbere sama starše, življenjske preizkušnje, Vse, kar se nam dogaja. In to bo tema prihodnje Tako. oddaje, Tako. plan in načrt duše, veseli pa bova, če to oddajo, ne? Delimo. Tako, to pomeni, vsi tisti, ki ste prvo oddajo pregledali, mislim, prvo oddajo, se zdaj jih je že več, ampak zdaj delate naloge zraven. Pa ponavljate afirmacije. Tako, ko boste ponavljali afirmacijo, boste začutili spremembe. Sigurna sem, da jih že čutite, če ne, prosim, napišite, da pa vidimo, kje smo se midve ustavile, da to nismo dobro speljali naprej. Tako. Vendar jaz sem prepričana, da gre. Delite s svojimi prijatelji, prijateljicami, da tudi oni delajo spremembe, kajti samo tako tudi vi rastete in več obilja prinašate v svoje življenje. In tako konec koncev delamo tudi svet lepši, ne? Tako, točno to. Skratka, uživajte v pomladi in se vidimo prihodnji mesec, prvi ponedeljek v mesecu. Tako. Hvala. Vse dobro.